Zakaj bi je spet na prestolu? Zato, ker je mimo 30 dni keto izziva in je spet treba dati kri. Keto dieta je način prehranjevanja, kjer so hidrati hudič in se povsod po jajcih cedita maslo in olje. No, malo heca, ampak v resnici sva se šla midva en mesec keto diete in z najnimi laboratorijski izvidi se je zgodil tole. Keto approved. Živjo nazaj na kanalu Moj laboratorij. No, ker smo midva veliko časa zaprta v laboratoriju med eprovetkami in iglami in se rada greva znanstvenike, za vas preizkušava različne diete oziroma načine prehranjevanja in kakšen je njihov vpliv na naše zdravje in s tem na laboratorijske izvide. Za nami je že prenažiranje med prazniki, pa jajčni post, pa 30 dni veganstva, ampak danes pa o keto dieti. In če bi radi, da preizkusila še kakšen drug način prehranjevanja, nama to napišite spodaj v komentarje. Zadnjič nama je en dal idejo o veganskem keto. In zdaj, ko imate že prst na miši oziroma na ekrančku, nam pa še stisnite like, zato da ne boste pa pozabili. No in kako sva se keto diete šla midva? Zame osebno sicer ketogeni način prehranjevanja ni nič novega, to pač prakticiram že dlje časa, sem pa na tej dieti izgubila kar nekaj kil. Mogoče, da si lažje predstavljate, kupila sem si komplet novo garderobo. Zato sem točno vedela, kaj me čaka na ketogeni dieti in sem se v bistvu zelo enostavno poslovila od stvari, ki so na tej dieti prepovedane. Imaš krof? Ne bom kar... Zadnje skriva. To ni moj krof. No, seveda sem si pa mogla prvoščati nekaj pred začetkom. No, zame je pa ta dieta nova, zato ker imam rad tu pa tam kakšen kruh, pa kakšne makarone in tako naprej. Predvsem me pa je skrbel, kako bo s sadjem. Od vseh stvari, ki vidite tukaj, je keto approved, v bistvu samo tole. Ampak se da pride tudi okrog tega. No in kaj je bistvo keto diete? To, da začne telo kot glavni vir energije uporabljati ketone. Predvsem na začetku vas bo to zanimala steoketozi in eden izmed načinov, kako preverite steoketozi, je s pomočjo urinskih slikov. Tukaj vidite, da imamo polje, testno polje, kjer so ketoni in ketoni bodo povišani pri ketogeni dieti, ki jih dobi iz maščob in ne glukoze, ki jih sicer dobijo iz ogljikovih hidratov. In kaj so že ogljikovih hidrati? To je škrob, sladkorji, ki jih najdemo v sadju, kruhu, testenine, rižu, krompirju, nekateri zelenjavi. In tem stvarem se na keto dieti izogibaš. A pomfri je keto, ne? Pa bi rekli, da ješ vse, kar si prej, minus predloge. No, če pa hočeš, da telo ustvarja ketone, moraš pač zaužiti večji odstotek maščob glede na odstotek beljakovin in ogljikovih hidratov. To razmerje je nekje 75% v korist maščobah, 20% beljakovin in pa 5% ogljikovih hidratov. Pričemer oglikovi hidrati tukaj ne pomenijo kruh, riž, krompir, testenine, ampak predvsem zelenjava. No, čeprav se pa nekateri grejo res strogi keto in se izogibajo zelenjavi v celoti. No in vse hidrate, ki bi jih sicer jedel, pač nadomesti z zdravimi maščobami, ki jih dobiš v olju, maslu, siru, mesu. Mogoče kdo rekel, da na keto ješ sam meso. Ni res, samo mogoče malo več mesa. V jajcih in pa oreščkih in tudi avokado. In zato je treba iti v shopping. Razlogi, zakaj bi se nekdo šel v keto dieto, so lahko čisto različni. Recimo, če imaš malo preveč kil, bi bil rad fit do poletja, ker še par mesecev pa bo sezona kopalk, je mogoče ta dieta dober način, da poskusiš. No, ker sem jaz že nekaj časa na tem načinu prehranjevanja, kot sem rekla, vam lahko potrdim, da se da zgubiti kar nekaj kil. Čist drugač, mislim, počutje čist drugač, počuti se dobro, ker si shujšal. Ampak pozor! Že kaj slušala ali kaj si naučila? Ne, zredila sem se. Ne, res? Keto dieta vse ni nek license to eat, ker če boste pojedli preveč maščob, bo očes nasproten in se boste zezdili. To je zato, ker na keto dieti nisi lačen, včasih nimaš občutka, koliko pojesti in je zato vsaj na začetku dobro vse skupaj tudi malo spremljati. In drugi razlog, ki se nam zdi še bolj zanimiv, zakaj se pač iti keto dieto, je to, da imaš na keto dieti ful energije. Nisi lačen, ne razmišljaš o hrani, telo ti samo pove, kdaj je treba jesti, ješ pa kot vidite iz najnih desertov, zelo raznoliko in tudi zelo barvno.
Torej, bistvo keto diete je, da vse ogljikove hidrate nadomestiš z maščobami. Naprimer, kruh, ki bi ga jedel pri solati, nadomestiš naprimer žličko majoneze. No, in če ste tip človeka, ki zvečer navali, ne vem, na oreške, narezke, na kakšne slane prigrizke, ima rad žarče, vapčiče. Kako sem pa naredila, da je pohanje lahko tudi keto? Tako da sem moko nadomestila z mletimi mandlji. Namesto drobtic sem pa uporabila nariban parmezan in pa sezam. Pa še ful hrusta tole. Potem je keto dieta mogoče tudi za vas. Aleš? Ko sem jaz prvič začela s keto, sem si mislila, ne, kaj pa sladkarije, kaj pa sladice. Ampak na srečo se da sladkarije narediti tudi skoraj brez hidratov in pa brez sladkorja. Pa še marmor nad kolač mi je uspel narediti v keto izvedbi. Kaj se zgodi, ko ne namastiš? Na meni osebno se pa te keto sladice zdijo precej bolj polnega okusa, najbolj zaradi maščob. So pa tudi precej bolj nasitne, kar pomeni, da jih na koncu pojemo manj. Kako so pa šla skozi dan? Jaz svoj dan začnem s črno kavo, ki je brez kalorij. Če bi bila recimo še lačna, bi vanjo dodala maščobe. Kakšno imaš ti to malico? To je tekoča malica. Kaj pa je not? To je bulletproof coffee, se pravi kava, črna, brez sladkorja, smetana in pa maslo. Vem, ful se čuden sliši kava pa maščobe, ampak ko se enkrat navadiš na bulletproof kavo, so ti ostale kave čisto brez okusa. Ja, jaz kave ne maram. Morate pa vedeti tudi to, da je ta kava odbije, ima približno 300 kalorij, kar je podoben moji malici. Kdo prav, da je keto malico težko prebrati? Tukaj imamo grški jogurt z borovnicami pa orehi, belkovinski kruh z sirom pa peanut butterjem, ki je, kot vidite, sestavljena tudi iz nekaj ogljikovih hidratov. Če bi bil zdaj kakšen drug dan, potem bi imel sendvič zdajle v roki pred sabo, tako kakor vsi normalni ljudje. Tako imam pa en kup raztresenih stvari v tupperwareu. In zdaj za kosilo imamo običajno krožnik z neko glavno jedjo, a je to meso ali pa ribe. Običajno pa potem kot vir maščobe, se pravi za ketone, za vir energije, dodajo pa naprimer oreščke, olivno olje, avokado, masno sir ali pa žličko majoneze. No, pri večerji so si pa večkrat pomagala z ostanki od kosila. Ali pa sva si samo skuhala kakšna jajčka. Še dobro, da je velika noč zdaj, ko se greva keto izziv, ne pa, ko sva se šla veganskega. Ko sva šla pa kam jest, sva pa pač jedla vse, samo brez prilog. In tudi na piknikih ali pa kakšni zabavi oziroma družabnih dogodkih se da jesti po načelu keto diete. Se pa boste zihar srečali na teh dogodkih z keto policijo. Kdo so to? To so tisti ta glasni, vse vedi, ki bodo kar naprej vas opominjali, kaj je keto, pa kaj ni keto. No, ampak ni vse črno ali pa belo. Kot smo midva ugotovila, je naprimer stročji fižol civ in sva ga zato z veseljem jedla, ker ga imamo pač oba rada. Torej pikniki in razni obiski. Če si na keto načinu prehranjevanja, vedno dobiš cel kup enih vprašanj. Zakaj se to greš? Kaj pa vse maščobe? Kaj pa holesterol? A ni to škodljiv? Kako lahko poješ toliko mesa? Ne moreš jesti sam jajc? In tako naprej. In to zanima tudi naju. Kri sva zato dala na začetku in pa na koncu izziva. Bomo pa seveda vse prej pokazala, kaj se zgodi z najinimi izvidi in tako bomo videli, kdo ima prav. No, še preden pa prideva do tja, pa še nekaj opažanj glede energije in počutja. Zdaj morava pa riniti v hrib. Recimo moja ščitenca. Od vseh načinov prehranjevanja, ko sem jih poskusila, se mi zdi, da je na keto dieti stanje nekako najboljše. Mogoče enostavno presnavljam maščobe bolje kot ogljikove hidrate, ali pa je kriv gluten, ki se ga na tej dieti popolnoma izogibam. No, zjutraj pa tudi precej lažje vstajam, lažje grem skozi svoje dnevne aktivnosti, med obroki pa nikoli nisem lačna, kar je v bistvu super. Zdaj jaz kakšne razlike v počutju ne opažam. Lačen nisem, kljub temu, da bi rad dal dol par kil, zato da se bo videl six-pack poleti. Hrana, ki jo jem, je dobra in čisto nič ne pogrešam ogljikovih hidratov, za razliko od nekaterih. Najbolj pogrešam testenine. Mogoče sadje pogrešaš. Ja, to pa dejansko pogrešam sam. Prebrava mi tudi čisto nič ne nagaja, opažam pa, da zvečer precej hitreje zaspim in tudi bolj trdno spim. Tako, in po enem mesecu keto diete, se pravi, na dan sva zaužila 70% vseh kalorij v maščobah, nekje 25% je bilo beljakovin, ostali pa pač nekih 5% za hidrate. In evo, moji izvidi so taki. Moji holesteroli že po mesecu keto prehrane začenjajo naraščati in če bi tako jedel dalje, bi mi narasli še bolj.
Zato je smiselno malo spremljati svoje vrednosti, če ste take kot jaz in ste na keto dalj časa. Očitno mojemu telesu ta način prehranjevanja ne ustreza to, kot bi. No sem pa vseeno dosegel svoj cilj in shujšal že 4 kilce. Pri meni je sprememba čist pričakovana. To je, da praktično ni nobene spremembe v izvidih. Moji nivoji holesterolov so še vedno v mejah normale, pravzaprav zelo lepi in na podlagi teh izvidov sem zdrava oziroma se prehranjujem zdravo zame. To pokažejo tudi nizki trigliceridi. Vem, da bo kdo zdaj rekel, da je to zato, ker je 30 dni premalo za neke rezultate. Ampak jaz sem na keto že več kot 1 leto, z občasnimi prekinitvami v obliki najnih izzivov, no, ampak moji holesteroli niso nikoli bistveno šli preko meje. Pa pojem res veliko masla, jajca, avokada, lososa in drugih maščob. Keto namreč ni samo meso in slanina, tako kot si najprej pomislijo. No in kot vidite, smo si ljudje različni. Ni vedno vse, kar je dobro za enega, dobro tudi za drugega. In midva, ki sva veliko zaprta v lebu, razmišljava o tem, kako bi se dalo to tudi stestirati. Pa da ne boste mislili, da sva slučajen primer. Tudi zdravniki že dlje časa vedo, da obstaja tip ljudi, ki si lahko sami s hrano pomagajo zbiti holesterole na neko zdravo raven, in pa da obstaja tisti drug tip, katerim je treba predpisati statine, če si hočejo znižati holesterol, ker si sami s hrano ne morejo pomagati. Ja, in očitno si ti odkrila dieto, ki tebi odgovarja. Jaz bom pa mogel še malo iskati. Čeprav tukaj mi ni nič manjkalo, ampak kot vidite, na dolgi rok bi me pa zdravnica za ušesa. No, nekateri pa sicer zagovarjajo teorijo, da visoki holesteroli na keto dieti niso škodljivi in da so bolj pomembna razmerja med njimi. No, ampak jaz kot medicinska sestra bi rekla, da se je ob previsokih vrednostih vedno dobro malo posvetovati tudi zdravnikom. Zato poizkusite 1 mesec keto diete, tako malo za hec, pa nam napišite spodaj v komentarje, kako vam gre. Zato, ker midva greva zdaj nazaj v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!